Deepak Chopra, ki je zdaj ful nekih fanov njegovih. Ne? Ja, on je že kar veliko časa. In jaz sem za njega slišal prvič res ful let nazaj. In takrat poslušam in sem tako, jaz to ne razumem in končam. In zdaj spet prijeti do mene ta Deepak Chopra. Jaz ustvarjam mnenje, res hočem razumeti, da ne bi zdaj skrešera to gut, to priporočam, pa ga dejansko nisem poslušal. No in pa poslušam te njegove teorije in sem tako, jaz nisem toliko pameten, da bi znal, da bi bil zihar, a je to totalni scam, ali on ve, o čem govori. No in pol, ampak imaš kontraproblem, če greš pa ti v YouTube pa napišeš, to pomeni Deepak Chopra, scam, pa tako naprej, imaš pa pol nek folk, ki pa daje argumente, zakaj je on scam, ki pa vidiš, da njihovi argumenti niso logični, da so samo hejteri. In pa je spet bad. Ampak pol najdem pa en posnetek, ki se mi pa zdel dober, ker Deepak Chopra, on o tej kvantni fiziki razlaga. Ne? In jaz sem tako, mogoče... Imaš debato s Sam Harris pa Deepak Chopra. No, točno iz tega je bilo. Pa Michael Schumer je zraven, se pravi 2-2 je debata. Aha. To je 15 let star posnetek. No, mislim, da je točno iz tega, ker na koncu en ostane, pa reče, jaz sem kvantni fizik, PhD, tako, mislim, v tem svetu, tako svoje reference našteje, s kome knjige napisal in tako naprej. In mu da jasno vedeti, da ta njegova teorija, ki jo širi o kvantni fiziki, jo niti on ne razume kot kvantni fizik in da bi bilo super, če se ona malo posinkata, da mu on malo razloži o tej kvantni fiziki. Ne? In imaš recimo, to je neki, ki recimo jaz ne bi hotel šerati, zato ker, sama stroka, na katero se v tem primeru Deepak Chopra je nanašal, spodbija njegove klejme. Ja. Ampak recimo... To bi ni širi, spet ne moram reči, a širi resnico, to težje, vidiva pa zelo hitro, da verjetno še da ne resnica. Ja, ampak kako ti to rešiš potencialno, ne tako, da ti ne daš mesta tem idejam, ampak da narediš to, kot so naredili Samom Harrisom. Ja, se strinjam. Ti imaš v bistvu Deepak Chopra, ki govori stvari, pa imaš pa Sama Harrisa, ki ga pa iz vseh strani proba te njegove teorije. Ampak Sam Harris je dober mislec, dober filozof, dober govorc in ti rabaš to. Zdaj pa lahko ti, če imaš ti podcast, Jani, namesto da rečeš to ne, ti ga povabiš, ker jaz sem govoril z tem Alan Coman, recimo, on je tak zagrižen kristjan, desničar, YouTube channel ima tako reso na harta, veš. In sem rekel, mogoče bi bilo zanimivo, veš, da mi dva debatirava, ne. In jaz se ne strinjam z njim skoraj v ničemer, ne. In sta bile dve, pač dokaj je spoštljivo, ne. Aha, in on je pač pol. Ja. A si ga imel in? Ja, zanimiv ful, ne, ker se nisva strinjala in je v bistvu debata pa izmenjava mnenja, ne, na spoštljiv način, ne. In pa imaš spodi folk, recimo itak je moj audience, pa je bolj bil na moji strani, ampak imaš ene, ki so prišli z njegove strani ali pa so njega. In v bistvu se krešajo ideje, ne, in jaz tako mislim, da... Ja, dober point, se strinjam. Protistrup za slabe ideje so dobre ideje. Se strinjam. Ja, pa jaz imam zdaj še en mehanizem oziroma en pristop. Cenzuro. Pristop. In sicer... vprašam, koliko časa si namenil raziskavi te teme. Ja. To je bil pa zanč ful dober, kje sem dobil idejo za to? Ali pa čist, da je razmišljal o tem, se pogovarja. Deepak Chopra odgovor? Cel life. Ja, to je res. Ja, pa kaj, imaš doktorat iz kvantne fizike? Ne. Kaj pa? Ja, rekel si, nisi vprašal, imam doktorat. Rekel si, koliko časa sem namenil raziskovanju. Koliko časa si namenil? Cel life. Ja, v redu, cel life. Koliko spati? Manj, sprav jaz sem zmagal. Ja, ok, ne. Sej, ni bulletproof nič od tega. Če bi to bilo res, ne bi tega govoril. Pa vedno lahko tako rečeš. Če bi res ti namenil cel life preučevanju te teme, tega sigurno ne bi govoril. Ja. Je bila... Tako, no. Ker on lahko te preče, če bi ti toliko vložil v to, kakor sem jaz,
meditacije, ne vem, česarkoli, bi ti isto govoril, kot jaz. No, zdaj se zelo tako pavšalno pogovarjamo. Konkretno, bom zdaj dal konkreten primer. Bil je Michael Saylor na enem podcastu in so ga vprašali, to je ta CEO od MicroStrategy, ki je v zadnjih 2 letih full te bilance kapitala podjetja dal v Bitcoina. Ne. In mu je on tako dobrega... In je zdaj v minusu. Ne, full dobrega je... Mislim, da on po 42 čukal kupoval Bitcoin. Ja, poprečje. On je za investicijo v Bitcoin, mislim, da je na 20 so začeli kupovati. Mislim, da average je, če pogooglaš, mislim, da je ta 42. Ja. In ga je v bistvu všeč mi je bilo, ker je ta voditelj ga je izval in je rekel, lej, Bill Gates, Warren Buffett, Charlie Munger, oni so vsi proti temu, kar ti govoriš. Ne? V bistvu tako, proti Bitcoinu. To so vsi neki smart guys, ne? In kaj rečeš na to, kaj komentiraš, ne? In mi je bil ful všeč odgovor, rekel, glede na to, kakšne izjave oni dajo, jaz vem, da si oni niso vzeli več kot pol ure, da bi ta topik raziskovali. In dejansko, ne, jaz verjetno v zadnjih parih letih je ta tema, je to tema, kateri sem jaz posvetil največ časa, da sem jo raziskoval. Ne. In res vidiš, ko uletavajo pol neki liki z nekimi takimi izjavami, ne, nisi, headline si po moje bral o tej temi. Nisi se niti malo poglobil. Ja, to je. In se mi zdi to tudi dober tak, da če imaš neko debato, ne, da najprej vzpostaviš nek ground, pa ugotoviš, koliko je nekdo raziskal res to temo. Ne. In jaz zdaj te šarlatane, ne, vedno izzivam, zakaj ne grejo študirati fizike. Sej fizika je znanstvena veda, ki preučuje svet. Pa si že kjer ga zmotiviral, da je ne, pa so zelo zanimivi te izgovori. Ja. Mislim, da to ne rabim. Ampak veš, kaj ima, kaj pa jaz mislim, da je pa drug problem Michaela v tem primeru, ki bi jaz tudi dal v te filtre. Sem pogledal, zmotil se, Michael je v povprečju kupil za 30 čukov Bitcoin. Kaj je zdaj 40 cca. Da to so se mi v enemu drugemu zadnjič na Tajskem pogovarjala, ker sem rekel, ok, jaz pa ful teh temah se dam v pozicijo, nisem dovolj pameten, da sploh znam oceniti. Čas bo pokazal. Vidim pa razliko na eni strani med Warren Buffettom, med Bill Gatesom in tako naprej, pa predvsem Warren Buffett je tle mogoče med boljšimi, ker praktično to pomeni, on je star tako 90 let, mislim, da okoli 25 leta hasla, to pomeni kaj, 70 let, 60, vsaj 60 let recimo, je dal tip, da vsak dan razmišlja o gospodarstvu, ekonomiji, firmah, financah. In če poslušaš njegove govore... Zelo pomembno je, da on je 60 let, od teh 50 let od 60 je bil average investor. To je zelo pomembno. Zakaj se ti zdi to pomembno? A ni njegov average return je več kot 20%? Ne. On je full teh returnov ustvaril v svojih zadnjih 15 ampak njegov... Ne smeš reči, da je ta doba ukvarjanja s tem, doskrat si ljudje predstavljajo linearno. On je začel pred 70 leti in je linearna eksponentna funkcija. On je bil average. Eksponentna funkcija. Mislim, da si se zmotil. To je laž. On ni imel average donose vsa ta leta. On je imel slightly above average vsa ta leta konsistentno. To je ful pomembno. On, mislim, da je delal nekje 20% on average. Medtem, ko stock market dela 7%. Sam on average je zelo slab rek, zaradi tega, ker sem ti to zdaj razložil. Se pravi, če ti vzameš njegovo investicijsko kariero 60 let in pogledaš zdaj, kakšen ima
portfolio oziroma net worth, pa pol to narediš povprečje na njegova leta in pol rečeš, on je pa 20, on je pa 60 let, že 20% od performo market, si tako, to je ta laž s statistiko. Ti si nek čist, te številke si v bistvu narobe interpretiral. No, kak bi si pa mogel? Kak bi si mogel? Ne, da pojasniš. Da pojasniš. Ja. On je tipičen primer tega, da ne tajmaš market, ampak si toliko časa v marketu. Ja. In to je pač ful pomembno. Če bi večina folka lahko 60 let, pred 60 leti kupila neke delnice, pa jih držala 60 let, bi to samo po sebi naredil dober return. A veš? Pa tudi... To je res, on je bil milijarder že pred 50-ih. Mislim, nekje pred 50-ih postal milijarder Warren Buffett. To pomeni, to pa ni 50 let. Točno ta njegova zgodba je opisana v tej knjigi Psychology of Money. Kako se prav na podlagi Warrena Buffetta, kako se dela take crazy izjave, ko se pogleda te njegove številke in se pol kar neka povprečja naredi. In to niso, eksponentno je njegov ta... Najprej zelo počas, pa na koncu zelo dolg čas, tako, pa na koncu. Ja. Njem je vzelo 33 let, da je postal milijarder. Da je postal milijarder. Ja, ti zdaj delaš koliko let že? 7-8. Ja, to pomeni na tretjini tega si. No, ampak pokaži mi, spet, mi moramo pogledati, ti ne smeš reči, on je pred 33 letih postal milijarder, on je lahko 30 let imel net worth 100 milijonov. Pa je v zadnjih 3 letih. To pa itak. Zaradi tega ampak to je zelo pomembno. Ja, itak. Da se pojasne. Popravil sem te pa tem, da je neresnica to, da je on imel average return vsa ta leta. On je imel average return vsa ta leta. Imel je folke, ful več. Average investor. Ja, sam ni mal nad marketom. Ja, sam pol ni average. Average investor je za marketom. No, a je pomemben to za ta point? Ok, ampak ja, moj point je bil nekje trge. Da poslušam njega po 90 letih, ki je prebral o ekonomiji, finance, zgodovini in tako naprej, več kot skoraj vsi. In tudi časa, ne vem, če je poznata njegov urnik, on je znam potem, da ima prazen urnik. On si ne schedule meetingov, zato ker on pride v pisarno in bere in razmišlja. In to dela že vsa ta leta. In pol njega vprašajo o stvarih, kot je, kdaj bo recesija, in ti pa tako, fuck, ne vem. Pol ga vprašajo, ali bo full bet, tako vsaka stvar tako, pizda ne vem. In pol ti razloži zadnjih 200 let ameriške zgodovine. Tako, v vsaki industriji, kaj se je dogajalo, tako politično, kaj vse vpliva na to. In na koncu pride tega, ne vem, in je full nek humbleness, ki ga čutiš v zadnji. Pomaš pa neke tipe, za kontra, ki so stari 18 let, ki pa vejo, da decembra lani bo pa recesija, da Bitcoin bo 150 čukov naslednji teden. To je brezpredmetno. No, in to ima pa Michael, ki je tako, ta njegov certainty v neke stvari, ne vidim pa nobenmu, ki je dejansko med najbolj uspešnimi na tem svetu. Niti Musk nima tak certainty, kaj se bo na naslednji dan zgodilo. No. Ne, kaj se tiče... Dajmo biti tukaj odkriti glede Muska. On že 10 let govori, next year imamo self-driving cars. Tako, imaš intervjuje, prav lepo po letih gre. Next year imamo. On je tako v teh svojih izjavah, je toliko certain, a veš, da je komično že to rata. To je res, Musk je slab primer, ampak specifično glede teh napovedih, kako bo tehnologija implementirala, sploh ta njegova, kako bo oni hitro implementirali. To strinjam. Ampak, veš, to je recimo Ray Dalio, ki si ti zdaj še recimo ta posnetek, ki se mi zdi ful dober za vsega, da si ga pogleda. Veš, tako bi rekel, greš naprej. How the economic machine works prvo pogledajo, kaj je nek uvod sploh če nisi na ekonomijo hodil ali pa ne razumeš, je najboljši možen video, mislim, da pol ure traja, razloži to mašino. Drugi je pa Changing World Order, je pa zdaj nov, 40-minutni. Odlični. Fantastičen. Full. No, in recimo tle vidiš
jaz bi dal v isti koš Ray Daliotta, Pa Warren Buffetta. Ja, iz tega zelo veliko znanja in vidiš, mislim, po tem prvem vprašanju, ki bi ga ti dal, koliko časa si posvetil temu, bi to bilo, dejansko bi lahko rekli live. In pol, a veš, da recimo zdaj ven ta video in on vse, kar ti zna povedati, je lej, nekje te nationi so trajali 200 let, pol smo rabili 20 do 25 let, da se je ta power spremenil, ampak čisto meni je zelo konkretne predikcije, a bo maja letos Bitcoin milijon, a bo vojna, ne bo, ker ne znajo dati. Je nek humbleness, ki ga vidiš pri teh, ki so res izobraženi, ki so res veliko stvari premišljali, da imajo humbleness, ki se zavedajo, koliko stvari prvič ne vejo, drugič je pa na ključnih in jih ne moš predvideti. Ja, sam recimo Bitcoin je res ena taka tema, ki je zelo polarno so ljudje na njej. Ja. Recimo Charlie Munger je tak primer. Ne? On je tudi gaj, ki je z Warren Buffettom recimo usporedno, ne? In on recimo reče, da Bitcoin je scam. Ne scam. Red Poison, ja. Ampak, ne scam. Tako da, ja veš, to ne, ni niti humble izjava in pokažeš, Zelo dober point. Da ni stari, nemogoče, da si namenil kakršen koli resen se strinjam. študij. No, in to je v bistvu dobro primer točno tem, kar sem jaz zdaj rekel. Ti si pa za Saylorja v kontra, da pa on mogoče... Ja. No, ampak tukaj se strinjam, to si dobro pokazal, pa zdaj nek mikro statement od Charlie Mungera, ki pa ima isti problem, ne? Full cocky, na neki temi, ki v bistvu ne ve vsega, ampak vidiš ga po temah, ki res veliko ve, je pa nek humbleness, ki je tako lej. A veš, mislim, že sam to ti pove, koliko milijard imajo oni ne investiranega keša, ki so tako, ne vemo, kaj se bo zgodilo jutri. Če bi mi vedeli, da bo ekonomija šla gor, bi investirali vse to, tako pa jih holdamo v kešu in čakamo, ker mogoče bo konc sveta, mogoče ne bo. In recimo, to bi še jaz dal en filter, ne? A je nek ta humbleness, ful je dobro vprašanje, ki sem ga enkrat slišal. Da zveni, ko se s kom pogovarjaš, ki je ful zihar v neki in ti si zihar v kontra smeri, probaš nekaj mu dopovedati pa tako. In to se dejansko uspel večkrat že reči, ker se mi zdi dobro vprašanje. Da rečeš, ok, ti imaš nek point, kakšno informacijo bi mogel dobiti, kaj bi se moglo zgoditi, da bi ti ta point spremenil. Ker če rečeš nič, je konc. Ja. To pomeni, ne bova vejstala zdaj, a ne? In pa dosti teh tipih, če bi to rekel, če bi iskreno rekli, bi bilo nič me ne more prepričati. Kar ti pove, da ne temeljijo na neki resnici, zato ker so kognitivno zaprti. Absolutno. Ne, ful dobra debata, ful pomembna debata, sploh v današnjih časih, ko smo zelo močna mnenja imamo glede sveta. Pa te Ray Dalio gledaš recimo, ne? On je v knjigi svoj Principles razložil ta svoj proces proti humblenessu. On je imel parkrat, ko je bil mlajši, veliko samozavesti, veliko certaintyja na to, kaj se bo zgodilo v parih letih. Kdaj bo recesija, In to je tudi javno takrat, je šel, in napovedal recesijo in pošlo v bistvu kontra vsega. Bil je na televiziji in je bil totalno prepričan, kam gre ekonomija in je zelo bil tako nadut. In se je obratno zgodilo. In njemu se je to parkrat v lifeu zgodilo in on prav opisuje ta svoj proces. To je nek proces notranje rasti, ker ti si v neki prepričan, pa se zgodi kontra. Ne? In to te razrahla malo in manj začneš verjeti s tem svojim zgodbam ali pa tem svojim. Ne? Ali pa skoraj fact checkaš sebe, sam sebe, a imam res prav, a nimam, kaj če se to zgodi, kaj če se to. In jaz glede Bitcoina, imaš ljudi, ki so zelo certain, da bo to postala neka rezervna valuta. Jaz pa to tako gledam, ne, da bet, ki ga ti zdaj narediš, je ful je asimetrije. Se pravi, jaz mislim, da imaš, to je moje mnenje, zelo malo riska proti nagradi. Zato se mi zdi, potencialu. Ne. Nikoli pa jaz ne bi rekel, to je certain, da se bo zgodilo.